Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat sem se odločil, da v povezavi s prejšnjim kriptoprojektom Dogecoin raziščemo Litecoin, že zato, ker sta povezana. Na kaj točno mislim? Oglejte si video. No pa dajmo si najprej pogledat, o čemu se Litecoin sploh gre. Litecoin je ena izmed najstarejših in najbolj prepoznavnih kriptovalut na trgu, saj je bil predstavljen že leta 2011 kot lažja različica Bitcoina. Ustvaril ga je Charlie Lee, nekdanji inženir pri Googlu, z idejo, da bi Litecoin omogočil hitrejše in cenejše transakcije v primerjavi z Bitcoinom. Temelji na podobni kodi kot Bitcoin, vendar uporablja drug algoritem za rudarjenje, kar tudi omogoča hitrejšo obdelavo blokov. Litecoin je pogosto opisan kot srebro v primerjavi z zlatom Bitcoina. Zaradi svoje hitrosti in nizkih transakcijskih stroškov je primeren za vsakodnevna plačila in prenose sredstev. Čeprav ni vedno v središču pozornosti kot nekateri novejši projekti, ostaja zanesljiva in široko podprta kriptovaluta, ki se še vedno razvija. V zadnjih letih je Litecoin uvedel tudi nadgradnje, kot so SegWit in Mimblewimble, kar kaže na njegovo prizadevanost za dolgoročno relevantnost v svetu kripta. No, zanimivo, zdaj pa si dajmo pogledat, kakšna investicija dejansko je. In smo pri prvi sekciji, kjer pregledujemo sam kriptoprojekt. Torej, zakaj se gre, kakšna je bela knjiga in če cilja na realno industrijo. Najprej si poglejmo njihovo spletno stran. Je taka čisto enostavna spletna stran, ampak se takoj vidi, o čem se gre. In tudi tukaj je vse lepo obrazloženo. Poleg tega, kot tudi vidimo, takoj tukaj se dotika realne industrije, torej plačila, in je tudi kar precej podprt. Vse povsod, kjer sem videl, da je podprt Bitcoin za plačila, je bil zraven tudi Litecoin, vsaj v večini. Ampak nikjer pa nisem našel njegovega white paperja oziroma bele knjige. Če me vi lahko dopolnite, me kar dejte spodaj pod komentarji pod tem videom. Tako da za ta prvi segment, za pregled projekta, dobi 10 od 15 točk, samo zaradi tega, ker nisem našel bele knjige. Morda pa imajo belo knjigo kot tole spletno stran. Ne vem. In smo že pri drugem segmentu, ekipa in podpora. Kakšna je ekipa v ozadju tegale kriptoprojekta in kakšna je podpora kakšnih drugih bolj uglednih investitorjev. Pa poglejmo tukaj na spletni strani cryptorank.io. Kot vidimo, je founder Charlie Lee in za njega smo že takoj na začetku razkrili, da ima kar precej enega znanja. Sicer tukaj nima LinkedIn profila, tako da ne moremo preveriti. Imamo pa še tukaj co-founderja Xingxi Wang. Jaz upam, da nisem razmesaril njegovega imena. No, ta pa ima LinkedIn profil, tako da dajmo si ga pogledat. In pojdimo dol pod izkušnje. Torej, kot vidimo, zdaj trenutno tudi dela na menjalnici. To je CoinNut, ki jo je tudi sam foundal. Potem je delal tudi na univerzi, pa angelski investitor. Seveda, tukaj imamo tudi Litecoin in pa prej je bil algoritmični trader. Tako da ja, tukaj znanje v tej ekipi vsekakor je. Česar pa nisem našel, je, kdo je morda že investiral v tale kriptoprojekt. Če gremo recimo tukaj pod zavihek Overview, vidimo, da ni nalistanih nobenih takih znanih investitorjev. Ampak zagotovo so kakšna velika imena v ozadju, le da se niso razkrili. Tako da za ta drugi segment ekipa in podpora dobijo 13 od vseh možnih 15 točk.
In naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Kako zelo je upravičen blockchain in kako zelo uporaba žetona. In seveda, kot smo razkrili že v samem opisu, že takoj na začetku, je vsekakor upravičeno, zaradi tega, ker tukaj se gre primarno za plačila. Tako da tukaj za tretji segment dobi 10 od vseh možnih 10 točk. Potem imamo četrti segment, napredek in cilji, kako jim kaj gre. Imajo morda roadmap, kako so dosegali svoje cilje. No in tukaj sem našel tole spletno stran, kjer objavljajo svoje projekte, kaj bodo še naredili in kaj so že dokončali, kar se mi zdi super. Morda bi pogrešal edino status, koliko daleč so pri kakšnem projektu. In poleg tega imajo tukaj še svojo spletno stran z novicami, kjer kar redno objavljajo. No, še kar redno, čeprav zdaj v zadnjem času niso nič kaj dosti, ampak imajo pa lepo urejeno obveščanje. Tako da za ta četrti segment dobijo 5 od vseh možnih 5 točk. In naprej imamo tehnično analizo, naš peti segment, kjer si pogledamo, kako jim gre kaj cenovno. In če gremo tukaj nazaj na spletno stran cryptorank.io, imamo tukaj od spodaj tale graf, pa mu bomo dodali še RSI indikator. Tako. In kot vidimo, v zadnjem času sicer smo dobili neko rast, ampak gre predvsem v stran, torej trend ima v stran. Tako da je malček nejasno vse skupaj, tudi RSI je nejasen. Kar bo moral narediti je, da prebije tukaj letale vrh, tam nekje na $120. Šele potem bi lahko videl nadaljevanje rasti. Drugače pa, kar se tiče volumna na menjalnicah, ja, vsekakor v zadnjih 24 urah 600 milijonov volumna, kar velik volumen, in pa je tudi na uglednih menjalnicah. Tako da za tehnično analizo naš peti segment zaradi mešanih signalov v tehnični analizi dobi 11 od 15 točk. Naprej imamo šesti segment in to je sentiment. Kako jim kaj kaže na socialnih omrežjih? Pa pojdimo kar nazaj na njihovo spletno stran in ponavadi so te povezave tukaj dol v footerju in kot vidimo imamo tukaj Twitter. No, tukaj imajo preko 1 milijona sledilcev, kar je super. In na to imajo še Telegram, pa da vidimo še tukaj, koliko sledilcev imajo. No, tukaj jih ni toliko dosti, tam nekje 11,000, ampak še vedno impresivna številka. Očitno se bolj fokusirajo na Twitter oziroma po ta novem X. Kar se pa tiče same adopcije uporabnikov, pa kot sem že prej rekel, je kar precej razširjen, tako za plačila, kjerkoli se vidi Bitcoin plačila, je ponavadi zraven tudi Litecoin, tako da adopcija, moram reči, je kar razširjena. In tako za ta naš šesti segment dobi Litecoin 10 od vseh možnih 10 točk. In naprej imamo sedmi segment, Certik varnostno preverjanje. Kako jim je kaj šlo tukaj? Pa dajmo preveriti na Certik spletni strani in kot vidimo, žal nimajo opravljene revizije, imajo pa zelo visoko oceno, to je tam nekje 83, kar pomeni, da sodi ta projekt med top 20%. In nažalost tudi tukaj nimamo kaj zagledati, tako da dobi za sedmi segment Certik revizijo 5 od vseh možnih 25 točk. In tako, skupna ocena, ki jo je dobil Litecoin kripto projekt, je 64 od 100. Kar ta naš projekt tudi uvršča pod povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak dajte nam zdaj še vi povedati, kaj si kaj mislite o tem kripto projektu. Ste morda investirani van? Kaj si mislite o tej raziskavi? Smo mi morda kaj izpustili? Smo morda kaj zgrešili? Kar dopolnite nas spodaj pod komentarji. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave.
Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem videu.